Na drugi projekciji letošnjega arhivskega programa z naslovom Fake slavje. Glede na to, da letos Fake praznuje 5. rojstni dan, hkrati pa je tudi 50-letnica Slovenskega filmskega arhiva, smo včeraj pokazali izbor filmov, ki tematizirajo praznik in praznovanje. No, današnji program pa je v bistvu nastal kot nekakšen stranski produkt te selekcije. Namreč, ko smo s sodelavkama Nadjo Šečaro in Nežo Kos izbirale filme in listale po katalogih arhiva, smo ugotovile dvoje. Prvič, da so pravzaprav vsi režiserji slovenskih kratkih filmov v preteklosti bili moški. In drugič, kar nas je bolj presenetilo, da arhiv hrani tudi kar lepo število filmov, ki obravnavajo položaj žensk, enakost spolov in spolnost. Tako da smo se odločili, da pripravimo še en program, da malo spolno uravnotežimo ta izbor filmov in tako je nastal sklop ženske. Poskušali smo prikazati nekakšen presek različnih zvrsti filmov, različnih pogledov na temo spolnosti, tako da bomo v naslednji uri videli dokumentarne filme, igrane filme, eksperimentalne filme in tudi nekaj reklam za popestritev programa. Vsi filmi so nastali v obdobju socialistične Jugoslavije in mislim, da je pomembno opozoriti na to, da so v Jugoslaviji res posvečali veliko pozornosti temu, da so sistematično omogočili ženskam enake možnosti in enako participacijo na vseh področjih družbenega življenja. Vseeno pa so nekateri spolni stereotipi, neke spolne norme vztrajale tudi takrat. In to je neka ambivalentnost, ki smo jo tudi želeli prikazati z današnjim programom. Kot sem rekla, so pod vse filme podpisani moški režiserji in to precej znani, uveljavljeni režiserji, tako da njihovih imen danes ne bom naštevala. Bi pa rada omenila nekaj žensk, ki so v različnih vlogah, kot montažerke, snemalke, igralke in tako naprej, so oblikovale filme, ki smo jih gledali včeraj in ki jih bomo gledali danes. To so Darinka Peršin, Slavica Smolek, Veka Kokalj, Đurđica Fere, Jelena Robinik, Jana Šmid, Marija Makarovič, Neda Vilar in tudi vse druge, ki niso navedene v odjavnih špicah filmov ali v filmografskih bazah, pa so vseeno pomembno prispevale k razvoju slovenskega filma. Tako da današnji program posvečamo tudi njim.